Deveta de živa, oj Indija, ti srečna de živa. Čen kala snijeg napade, čen kala držna gre. Je vendar vsaka jutra, a da bivne roase, vsaka stabinica, pohna voda. Če duje barta v leta, pšenica brzarje. Če duje barta v leta, pšenica brzarje. A kula hoda spačan vov, v ledjah ma zaboda nošč. Da vrke se adrieže, tur kola hoč. Na rugach pa soda čma, pohnujna svačega. Da vrke se napije, tur kola hoč. Oj Indija, ti srečna de živa. Za šperharante cirpeja, z kobas pa obruče divaja. Na obrazih se vam pozna, da ste prišli gledat in poslušat predpustno burko. Gotovo ste prišli tudi zato, da si jo gledate do konca, na to pa šaljivca opljuvate. Prav je, da ste tako dobre volje v teh gospodarsko težkih časih, ko propadajo vse stare vrednote. Veliko jih je med vami, ki so že spoznali, da naš zapadni družbeni sistem ni vseučenosti začetek in konec. Da je čas porušiti to človeško zablodo. A veliko jih je, veliko preveč, ki nočejo videti tega in ne premaknejo svoje riti, da bi karkoli na tem svetu spremenili. Neumnost vlada svetu, a neumnost ni le neumna, temveč je tudi bogata. Zato so jo zaklenili v trezor in ji rekli, nikar ne hodi ven, da ne zapravi svoje neumorljive duše. Tu ostani in stradaj, pa boš deležna večnega veselja. Uboga neumnost zaprta sedi in strada. Njeni varuhi pa veseljačijo in se redijo in redijo. Zato je treba, da razgalimo te varuhe in jih kažemo ljudstvu. Glejte, to so vaši voditelji, ti nevredni varuhi, ki služijo neumnosti in laži. Matilda, ustavi se! Pusti me vendar. Matilda. Nehaj že. Matilda, pa kaj je s tabo? Tilda! Kaj je z njo? Na dan z besedo. S kakim pompom pa tega tu pričakujete? To je tak mučno. Le zakaj se prepirata? Franci, saj ti pameten bodi.
Tilda, na obleci to. To, kar se tu dogaja, je nespoštljivo, nedostojno, umazano! Ej, ti ne bodi nesrame! Umazano! Vira, pojdi. Tilda! Tilda, obleci se! Veliko bogatstvo, velika skrb. Tiho, lepo te prosim, kaj pa govoriš? Kolikor bolj si sebi všeč, toliko manj si drugim. Bosi končno tiho, no. Zelo lepo. Lepo, da se na tako lep način hočejo pokloniti mojemu delu. Le kje bi danes bili, če ne bi prišla jaz in jih popeljala v boljši jutri? Včasih jih niti nisem razumela, tako čudno so govorili. Če samo pomislim, koliko truda sem vložila, da sem iz njih naredila to, kar danes so. Veselim se te nagrade, kajti hvaležnost je merilo za kulturo srca. Dobar dan, gospod profesor. Lepo, da ste tudi vi prišli na V, to vi. častitljivo prireditev. Veste, Veste, jaz sem že v. tako nervozna. Mož bo imel na laudacijo. Govor o podelitvi priznanja. Ja, a že veste, kdo je ta Veste, srečni? veste! Žal vam tega ne morem povedati. Sicer me bo moj mož. A si ga ti že kdaj srečal? Koga? Gejla vendar. Gejla! Ja, bil sem med prvimi. Zastopal sem javno mnenje. Javno mnenje, pravo, ne? Javno. Odlična zamisel. Vi ste zares naš najboljši, kako naj rečem, Novinar? naš svetilnik. Motite se, gospa, z mano gre navzdol. Fraze mi pohajajo. Ne delaš si ravno komplimentov. Pošten človek, ki se pozna, se ne more delati komplimentov. Jaz mislim, da bo njegova prisotnost nam vsem skupaj dala čisto nov smisel. Tako rekoč nov začetek, novo upanje za bodočnost naše dežele. Novo upanje špekulantom in bodočnost pohlepnežem. Modra ušesa se ne zmenijo za neumne besede. Katarina, skrita v svojem prijaznem zatišju, se tako malo menim za ves svet, a verjemi mi, tudi samota ima svoj čar, ki je ne bi menjala za ves rušč in trušč tega sveta. Katarina, kako si se pomladila? Nekaj posebnega izžarevaš. Nič čudnega ob takem trenutku. Katarina, dobar dan. Me zelo veseli. Gotovo si zelo ponosna na svojega moža, ki ga ves naš narod tako časti. Da, seveda. Jaz mislim, da pride čas, ko se bo naša nadvse ljubljena dežela izkopala iz te zagate in na novo zaživela v svoji vseobsegajoči narodni navdušenosti in svoji stari slavi in veličini. Kaj ga še vedno ni? Zelo zanimiv človek je. Mlad, neroden, a pošten. Sploh se mu ne pozna, da mu je njegov oče toliko zapustil. Posebno zadovoljstvo mi je, da ste se odzvali mojemu povabilu. Gospoda Gejla še ni bilo, gotovo je nekje nujno zadržan. Mamolja! Gospod Mamolja! Prav in blagoslov je tak človek za naš ubogi narod. Take imenitne osebnosti so izbranci usode. Že po svoji naravi so narodni rešitelji in vodniki. Glejte, kako mu prihajajo vsa srca naproti. Kako trosijo cvetje pred njegovimi nogami. Mene je toplo, ko ga vidim. In če pomislim, kolike koristi bo imelo njegovo delovanje za razvoj naroda in predvsem za blago naše dežele in ljudi. Uzaland! Kaj pravite?
vem, kako bi začel. Neprijetno mi je res. A nekaj te moram vprašati, dragi prijatelj. Kako je s tisto afero? Nekaj so slišal, niti sam ne vem kje. Na kakšno afero misliš? O Rejnem Golobu, tistem čudnem zgodovinarju, ki je pisal o vrag vedi o čem. Slišal sem, da je nazadnje živel po bolj večji gradi krivdi veliki vedi. In menda njegov samomor ni bil prav nič spontan. Če golob med orle zaide, gotovo smrt najde. Ah, tako. Prav ničesar ne vem o tem. Marmolja, a je golob, oziroma a je že gej prišel? Žal ga še vedno ni. Zato menim, da bi bilo bolje, če začnemo. Dobro. Doletela me je izredna čast, da vas smem v imenu velespoštovanega narodnega voditelja dr. Antona Grozda pozdraviti. Zagotovo se vsi strinjamo, da gre spoštovanemu gospodu poslancu Tončku, kot ga kličemo prijatelji, posebna zahvala za delovanje v naši skupnosti. Njegovo nenehno požrtvovalno delovanje za narodov blago nam je vsem za vzgled in spodbuda k zanesenemu in srčnemu delu v dobrobit našega človeka in dežele. Zato smo se danes zbrali, da prvič v zgodovini našega naroda podelimo visoko priznanje tistemu članu naše skupnosti, ki ga je komisija izbrala kot posebej zaslužnega. Ideja za ustanovitev sklada Rent, ki podeljuje današnjo nagrado, je zažarela strani dr. Grozda, ki je ob enem zagotovil finančno podlago za njegov nastanek. Kot predsednik tega sklada imam danes čast, da smem izročiti belo krizantemo. Drek! Komisiji pri izboru nagrajenca res ni bilo težko. Spomniti se je bilo treba le reka, ki pravi, dobro blago se samo hvali, a samo hvali. Tokratni izbranec in nagrajenec je dr. Anton Grozd. Hvala, najlepša hvala. Dovolite, prosim, da se vam zahvalim za to nepričakovano čast. In izkaz hvale za delo, ki ga upravljam zgolj kot svoje naravno poslanstvo. In narodno dolžnost. Verjemite mi, da delam za to našo skupnost, koliko je v moji moči in da ne gledam ne na desno, ne na levo, niti na korist tega ali onega. Temveč za korist naroda in naše dežele! Tako je! Tako je! Naroda in naše dežele. Zavedam se, da s sprejetjem te nagrade obenem sprejemam še večjo odgovornost pri služenju skupnemu dobremu. Hvala, da ste prišli in da z mano delite ta slavnostni trenutek v mojem življenju. Jaz sem tako srečena, kot da stojimo pred ogledalom naših dedov in v slikah sam naših vnukov. Sestre, Otče, Nesa,
da to presega vse meje. Kdo ti je prišepnil tisto laž o golobu? Ne gre za to, kdo mi je to pravil. Gre za to, da je treba ljudem povedati resnico. Ti si eden tistih, ki vohajo in stikajo svoj nos v stvari, ki jih nič ne brigajo. Kljub temu bi bilo zanimivo zvedeti, kdo je kriv za golobov samomor. Menda ni bil tako spontan. Nihče ne umre naravne smrti. Golob je mrtev kot ptičja gripa. Slava njegovemu spominu. Haha, če si nedolžen, zakaj se bojiš njegovih zapiskov? Prepričan sem, da Novina ne sme imeti prepričanja. Tisti prispevek o golobu torej kar lepo spravi. Kdo hoče biti samostojen, mora stradati. Golob je hotel biti preveč samostojen, torej je stradal in izstradal. To ne briga nikoga, tebe pa še najmanj. Torej si ubil človečnost. Je nikoli ni bilo. Zdaj pa tule lepo podpiši, da preklicuješ vse, kar si doslej objavil in da si nasedel napačnim informacijam. Zdaj je torej reč končana. Na vekomaj! Veliko čast mi je, gospod Gale. Bal sem se že, da vas ne bo. Dovolite, da vam predstavim svojo ženo. Good afternoon, Mr. Groust. I'm very pleased, ma'am. Ti si tudi tu, Mr. Gruden? Hello, good afternoon, Mr. Gale. I'm so glad to see you here in our country. I'm pleased. Zelo me veseli, da ste spet tu pri nas, v naši lepi deželici. In tu, gospod Gale, dovolite vam predstavim mojo nečakinjo, niece. Good afternoon, Mr. Gale. I'm very happy to get to know you. I'm very pleased, ma'am. Kaj ni lepo, da vas imajo vsi tu tako radi? Yeah, it's nice, but, I would be happier if somebody would really love me, Oh, revček. Gospod Gale, oprostite, a vas smem prositi za pozdravni govor? First, gratuliro bi rad Mr. Groust za award, ki ga je today dobil. This award od krasna narod, od krasna country. Ta moj hrad daleč čez velika luša bije za njo. Ta moja mama rodila and dojila me je, and this beautiful jezik učila me je. Buhlone mama. To človek never forget ne gre, and solze poteko, ko tu lahko na ground stopim, and this beautiful narod lahko pozdravim. Moja ati šla je z mama v tuja country. Trdo life imela je, da ni vse after them po lufti prišla. No school ni imela moja ati. Always worked hard and very daleč prelezla je. Very daleč.
pridna. Mi imamo tudi in this country spet vrednote Gospod, but people morajo much more pridna bit and pridna bit. Tako bomo mi od outside prišli pomahat. But people in this country morajo spet more dolžnosti imeti. In ta dolžnosti je, da morajo much more na ta country gledat, da ne gre v luft. Tako je treba forward stop kot Mr. Grost and also Mr. Gruden. Mati, domovina, Bog. Thank you and God bless you. Pazi, da boš naredila svojo dolžnost, kot se spodobi. Gel je preprost človek in zdi se mi, da ne zahteva veliko. Ne skrbi zame, Atek. Pazi torej, premisli vsak pogled in vsako kretnjo. Zdaj pa na delo. Nekaj nežnega, nekaj mehkega je v njih. Vi me preveč čestite. Res je, da se zelo trudim za mehkobo, nežnost. Ja, vaša umetnost je pristno slovenska in z njo se vsi bližamo naši pravi bitnosti, a ne? Gotovo, na nek način. Čestitam, gospod Gale. A ne zamerite, tole vam moram povedati. Današnja proslava je samo pretveza. Grost je sicer moj prijatelj, a on vas hoče izrabiti v svoje namene. On vas rabi. Rabbi, why is here a rabbi? I don't want to meet him. Jaz vas samo svarim, gospod Gale. Be careful. Sorry, jaz ne razumete. Ja, človek velikokrat ne razume tistega tihega, skrivnostnega delovanja velikih bož, ki se dan za dnem žrtvuje za svoj narod, svojo deželo, a potem ustrmi, ko ti isti možje dobivajo nagrado za svoje požrtvovalno delovanje. Dobro storiti, pa ne okrog zvoniti. Ga okupirajo. Jaz tega ne trpim. Gruden je zares nehvaležen. Se je vendar privazačil svojo kariero. Veste, zato mu jaz ne zaupam. Misliš, da ga ne poznam? Matilda, a prosim, pridi sem. Pusti me. Ma kaj pa je s tabo? Vidiš, da ne more. Kaj pa je na tu tak zanimivega? Da zadnje čase nastopaš kot varuh človekovih pravic. Kako mi lahko očitaš kaj takega? Saj res, tega mi še nisi razložil. Glede Goloba, tistega pijanca, pravijo, da ima zelo zanimive zapiske in da ga hočeš pred svetom oprati. Bla. Golob je bil neumen. Naj bi bil lagal, kako lažemo mi. Dan danes se laž tako modi, da se niti najpredrznejši ne sme drgniti ob njo. Resnico je treba spoštovati v teoriji, za prakso nima nobene vrednosti. Prvo je, da človek živi. Če živi s pomočjo laži ali resnice, je konec koncev vse eno. Sredstvo je cilj. Golob ni lagal? Ne, bil je zabit človek, ni se znal vesti v družbi. Plemenit človek je bil. Gotovo. A ni imel smisla za tiste više ideale, ki človeka povzdignejo nad vsakdanjost, za tiste interese naše dežele, tiste prave, resnične, ni imel smisla. Kaj praviš, Čuka? Nobenega. Zdaj ne govoriš resnice. Premislil sem si, jaz hočem živeti.
Drugače, gospa profesor. Gospod Gale, nujno bi rad govoril z vami. Povejte mi, gospod Gale, kaj vam je nadvezil? Nadvezil, yes. Gospod Gale, gotovo se ne spodobi, da bi zastavljali svojo neomadeževano osebo za take, ne zamerite, svinje, kot je tale Svinja! Swine, Mr. Ne pojde na lačne! Zakaj tako razburjen? A ne misliš, da je Gale navaden tepec? Seveda je tepec. Gospod Gruden je sicer moj prijatelj, morda celo pošten človek, a hkrati velik slepar. Kdo tu govori o sleparih? Sleeper, what do you mean with sleeper? Sleparih? Nič čudnega, kdo pa danes ni slepar? Gospod Gale, prosim, ne verjemite temu pohlepnežu. Se namreč obeša na vsakoga, ki mu pride prav, ne glede na njegovo afero. Ne kvasaj neumnosti! What an affair! Ti si grozen neroden, zakaj ga nisi prijel v Alpino? Izkušena ženska biti, kar je moškemu na vekome skrito. Stvar se razvija! Svojo ženo bi vam razarival. Zariba, what does it mean? Slepar, plazi se, voha, mežika, dela komplimente, hkrati pa obrekuje. Compliment. Ich vidiš, Boga mi pišče se bo izleglo. Niste si prijatelji, to je res. Velike stvari čakajo pred durmi, to bo boj za narodove ideale. Tako daleč ne pride. The future is wild, comrade! Doslej je vladala fraza, doslej bodo vladale fraze. Poznamo mi tisto važno stvar. Gospodje, vi ne poznate razmer ljudi. Pazite se. Piješ name? Nisem govoril s teboj, prijatelj. Pozor, gospoda, daj mu besedo glasbi. Pesm je to, kar združuje. Za las. Silencium! Gospod Gale, verjemite temu pohlepnežu, tebi mirno povem, pazi, kaj govoriš. Gospod Gale, pa stari med ljudmi, misliš samo na svoje umazane koristi. A piješ name? Gospoda! Silicium! Nisem govoril s teboj, prijatelj. Gospod Gale, že pred tednom in takoj za tem, ko je bilo jasno, da obiščete našo lepo deželo. Gospoda, pazite vendar na Šimič! Tišina! Zdaj gre za koristi naroda! Gospod Gale, poglejte ga, čisto rdeči od samozavisti. Ali vam nisem rekel? Krasno! Krasno je tvoja natura! Res je. To je prispen značaj našega naroda, ki se je ohranil še popolnoma neomadeževan v teh od Boga razvajenih, zaščitenih krajih. Nič tujega ne more škodljivo vdreti v to nedošlost. Gospod Gale, kako je času? Nastavljaj samega ljubosumja! Ljubosumja! Ti, ki bi hotel svojo nečakinjo, poznam te! Slepar! Zapomnite si to uro! Od tega trenutka je naš narod v dveh taborih! Jaz mislim, da je to eden najvažnejših trenutkov v zgodovini našega naroda. Tu je moja domovina. Zdrava budi moja lepa domovina. Zdrava budi. Križ na gori! Mama, a cup of coffee, please. Le zakaj se ljudje prepirajo? Nazadnjaštvo je dobro.
Naprednjaštvo je dobro. Najboljše pa so pečene piške. Glejte, človek še svojemu najbližjemu ni zvest. Kaj šele sebi in svojemu prepričanju? Pa bi bil zvest temu ljudstvu? Pomislite, pol leta je komaj od svetve do žetve, pa so ljudje zavrgli svojo pamet in svojo vest, kako škodljivo breme na poti do kruha. Nova resnica je obsenčila svet. Hlapčuj, pa boš napojen in nasičen. Ne sprašuj, kdo ti je gospodar in kaj ti ukazuje. Hlapci, ki so se radovoljno prodali, pa so bolj goreči od gospodarja samega. Hlapci, za hlapce rojeni, za hlapce zgojeni, ustvarjali za hlapčevanje. Gospodar se menja, bič pa ostane in bo ostal na vekomen. Zato, ker je hrbet skrivljen, biča vajen in željan. Konzervativno. Dan danes je treba biti udaren. Svoje mlačnosti je podoben tebi. In kaj pravijo ljudje? Kaj pravi narod? Kar govorimo, mi govori narod. Zapomni si to. Treba je denuncirati, blatiti, obrekovati. Kričati je treba, drugače ne zaleže. Take barabe pa spet niso. Kaj? Seveda so. Vsak človek ima toliko za bregom, da se mu lahko očita karkoli. In zmeraj bo nekaj resnice na tem. Kaj ti nisi baraba? Saj to je to. Ha, pomiri se. Barabe so dan danes v modi. Kdo zabavlja in napada je čist, a govori hladno, ostro in prepričevalno, kako užaljen poštenjak. Obraz imaš pravega za to. Lili, pazi še svoje korake. Glej. Dobar dan. Dobar dan. Tu sem ti ga pripeljal. A greva? Ja, takoj. Imaš kaj časa zame? Rada bi se s teboj nekaj pogovorila. Časa imam na pretek. Take seje niso zame. Spim raje doma. Današnja bo zanimiva. Tem slabše. Kar je pri nas zanimivo, je ob enem umazano in smešno. Prav imaš. A dihati treba tisti zrak, ki je človeku na razpolago. Gotovo! Riba živi v vodi, žaba pa v mlaki. Zato je neumen tisti, ti nisi nič boljši od nas. Razlika je samo v tem, da si nezadovoljen. Motiš se, jaz sem zelo zadovoljen. Imam samo eno napako.
Moj nos je zelo občutljiv. Če si ga zatisnem, lahko napravim največjo svinjarijo. Ne bodi ciničen. Raje mi povej, ali si me takrat zares ljubil? Pustiva raje to. To so bili še časi. Takrat si bil idealen človek. A iz tistih časov so mi ostale le fraze. Od teh zdaj živim. Kar je bilo lepega in resničnega, je izginilo za zmirom. Ostale so le tiste fraze, ki so danes naše svetinje. In kdo te fraze zasmihuje, je izdajalec. Lepo te prosim, kaj pa boš brez fraz? Saj nikomu ne škodujejo. Škodujejo? Ubijajo! Laž ne ubija s kolom. Plazi se po žilah, kot strup. Zelo počasi in previdno. Saj vendar sam propagiraš te laži in dvigaš prah. Prah me zaradi tega nič manj ne grize oči. Po pravici me zaničuješ. Jaz sem zamorjen. In kdor je nesrečen, je zaničevanje vreden. Danes se je treba smehljati. Nič drugega. In človek sme ničesar videti. A jaz vidim, kako gre z nami navzdol. Jaz vidim, da so nam laži in fraze vzeli še tisto malo, kar smo imeli dobrega v sebi. Kdo to življenje gleda oddaleč, se mu smeji. Kdo ga mora živeti in je pošten, bi se najraje obesil. Jaz bi rad gledal ljudi, ki bi govorili brez strahu in brez sebičnosti. Rad bi gledal ljudi, ki bi plunili pod mizo, preden bi izgovorili eno tistih fraz, s katerimi danes živimo. Fuj, dialog! In to niti ne bi bilo tako težko. Samo oči bi bilo treba odpreti, dokler jih prah ne zapraši. Zrak bi se izčistil in mi vsi bi dihali, svobodno zadihali. Pridi k nam. Šališ se? Ne, sploh ne. Pridi k nam. Pri nas boš lahko svobodno dihal. Vem, da me ne bi bila vesela. A veš, zakaj je pes zvest svojemu gospodarju? Zakaj? Ja, ker je vajen njegove palice. Povej, zakaj si hotela, da pridem sem? Rada bi vedela, kaj praviš ti na razdor med nami. Jaz ne morem verjeti, da si na njihovi strani. Jaz nisem na nobeni strani. Prosim te, kakšen novinar pa si, dežela propada in tebi to čisto vseeno. Lepo te prosim, katera dežela propada? Koga pa briga, če se skregajo barabe? Tega pa nisem slišala. Poslušaj, ti bi za nas lahko nekaj naredil. Samo malenkost, ki tudi zate ne bi bila nečastna in tudi tvojega imena ne bi izdali. Kaj? Kako? Pred par leti je umrl človek, ki je bil zelo nadarjen. Le živeti ni znal. Da pa je umrl v boštvu, pa je bil kriv grozd. To je bil golob, ki si ga ti imenovala pijanega revolucionarja. Ja, pisal je knjige, ki niso bile nikoli tiskane. In zaradi ene same stvari, ki jo hotel izdati, ga je grozd uničil. A je resnica? Lahko bi bila. A ljudje ne vedo, ali resnica ali ne. Ti imaš menda njegove zapiske. Kdo to pravi? Torej nočeš? Jaz imam noč! Zdravo, kadilec. Kaj bi rad? Rad bi vedel, kateri hudič je prinesel tega človeka. Koga? Ja, Gejla. Povem vam, on ima postranske namene. To si mi prišel povedati? Ja, jaz mislim... Gejl je velik blagoslov za našo deželo. Kaj mislite, če bi ga ubil? Kaj? Pustite. Jaz mu želim vse najboljše. On ni ničesar kriv. So pa ljudje, ki ga izkoriščajo.
Zato bi bilo bolje, da bi zamenjal družbo. Kakšno družbo? Politično seveda, politično. Glejte, Gejla je treba iztrgati tej slabi družbi. To je škodljivo zanj. Prav imaš. Gejla je treba rešiti družbe. Pogosto pri gozdovih. Ja, neprestano tiči tam. Pridem na igrišče. Gej, v salonu. Gej, na vsako mizo. Gej, na vsakem stolu. Gej, na stola. Gej, 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 gej. Na stropu. Gej, 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 gej. Pomiri se. In kaj z njegovo ženitvijo? Ženitvijo ni nič. Čisto nič. Mislim, da je nagne na drugo stran. Naj se ženi s koma hoče, a ne z Matildo. Prav imaš. To res ne bi bilo primerno. Za našo stvar gre, gospa. Za naš narod in našo deželo me skrbi. Škoda bi bila ogromna, če bi tak vpliven človek kot Gejl ostal na grozdovi strani. To se res ne sme zgoditi. Hvala, da si mi prišel vse to povedati. Veseljem, gospa Elena. Veseljem. To smo jim pa dali! Zmaga je naša! Kako je bilo? Pogazili, pobili smo jih. Super škandal! Prekleta mafija! Gross se je branil, kar je le mogel, a ni imel šans. Začetek je bil na vsak način dober! Jaz mislim, da bi jih morali prijeti bolj fino. V škandalih je vedno nekaj nevarnosti. Lejo, pa med Jakovičko! Zdaj bi rabili samo še Gejla. Z Gejlom ne bo nič. Zakaj ne? Jaz mislim, da bi ga s primerno taktiko lahko pridobili na našo stran. Gejla moramo dobiti. Grozd je pravkar še v Gejlu. Grozd! In Ščuka je bil z njim. Ščuka? Prosim, da takoj zapustite mojo hišo. Rada bi se z mojim možem nekaj pogovorila. Moja domovina! Počakajte, no! Ti! Moja lepa! Leni, jaz ne maram tega človeka, Gejla. Ti tudi ne? Ne. Ampak mislim, da nisi ravne situacije, da si to lahko privoščiš. Od njega sploh ni odvisno, ali stojimo ali pademo. Pred par dnevi je to zvenelo še čisto drugače. Ti si zares bolna, Leni. Pazi se. Adijo. Počakajte! Gospa Grudnova, gospod Gejl. Končno. Madam! Hvala za vaš invitation. Vaše povabilo. Povejte mi vaše wishes. Želje. Nikamor se ne mudi. Oprostite, da vam kradem dragoceni čas. Prosim, sedite. Čas? Time. A time! Oh, very much time. Nema problema. You know, around me vedno so many people. Veliko ljudi. Razumem. A mislite, gospod Gejl, da ti ljudje gledajo samo na svoje interese? Interesse? Yeah, mora je true, but Res. you know, this thing some used to. Teh stvari je vajen. To je težko. Mislim, da človek kdaj pa kdaj zahrepeni po toploti in iskrenosti. Tisto sebično hinavstvo nazadnje ubija. Ja, ubija.
Če ne bi imeli hinavstva, kako bi naj razumeli poštenost? S hinavstvom mi ne morajo ničesa vzeti in jaz ne rabim ničesa od njih. So we live all together in peace, madam. Mirko, vi ste zares filozof. Pa vendar je smešno, da živite sredi tega trušča. But povejte mi, madam, what's going on in this country? Kaj se dogaja tu pri nas, a pri vas? Veste, v prvi vrsti gre za to, da vsi hočemo za našo deželo najboljše. But nekaj mora biti behind. Biti za tem. Za narodov blago. Hello? Zakaj se people Ljudje in this country tako cruel? Prepirajo. Sebičnost je to. Človek prav izgubi upanje v bodočnost. Bodočnost, sorry, I didn't want to. Človeka duši to tesno obzorje, ta zlagana družba, strašne so te razmere. V prsih pa hrepeneče srce, svobodna duša. Gospod Gej, jaz bi še želela človeka, ki bi me razumel. Človeka, ki bi živel brez paranoj, brez ozirov na... Ja, paranoja. Vaš life je tako beautiful. Veseli se svoje beauty, madam. Gospod Gej, med vsemi tistimi, ki se bližajo moji lepoti, ni niti enega, odkrito srčnega, ljubečega srca. A jaz se ga tako želim. Življenje je tako pusto. Pust je masten okoli ust. Sorry, madam. Največje zlo pa je, če je srce toplo in ljubezni polno. Glejte, gospod Gej, jaz ljubim svoje telo, kot da ne bi bilo moje. In samo še malo časa potem... Madam! Včasih me obide oporen duh. In takrat se želim bojev in viharjev in... Gospod Gej! Vi tega ne morete razumeti. Oprostite. Govoriva o prijetnejših stvareh. No! Narobe, madam, ni že twilight. Ne marate me. Yes, of course, but... Kako lepo je ležati tu ob mraku. Čisto len in... posebno, če so v sobi rože. Yeah, beautiful Russian, madam. Gospod Gej, že dolgo smo hrepenili po tem trenutku. Gospod Gej! Mama! Butle. Poznam jaz to. Poznam jaz te višje vrednote. Čas patriota zahteva, da bodi danes bel in jutri črn. V resnici pa so ti patrioti polni blata, da se jih človek že oddaleč ogne. Smrdljiva drhav. Prepričanje, nazori, vera in koliko je še teh besed, ne vprašam vas zanje. Kajti ena sama beseda je, ki je živa in vsem razumljiva. Vseh besed, prva in zadnja. Pokori se, ne opiraj se. To je poglavitna zapoved. Kdo se ravna po tej zapovedi, mu bodo vsi grehi odpuščeni. Kdo jo prelomi, bo smrti deležen. Ako hoče spoznati človeka, daj mu oblast.
sisters! Mama, please start to pack up the suitcases. We are leaving quite a way. Not yet. Why? Somewhere's here. What? Over here? Oh, Mr. Gruder. Dobro jutro, gospod Gale. A je bilo to lepo od vas? Mislil sem, da sva prijatelja. Kaj ste vi storili? Kaj ste storili? I do not know what you are talking about. Zakon je vendar nekaj svetega, nedotakljivega. Yes, tak. Nekdo ga skuša razreti je svinjuh. Zakonski hram je cerkev ljubezni. In vi, gospod Gale, ste porušili to fano cerkev. Jaz nisem porušil nothing. Vidim, da spoznavate svojo krivdo in da želite ta svoj greh popraviti. Zato vas rotim, gospod Gale, da zastavite vse svoje moči v prid našega naroda. Ta dežela je popolnoma razklana, a pravica je na naši strani. In ker ste vi mož pravice, nam morate pomagati. What do you want from me? Vi ste me oščipnili in zdaj ste moj dolžnik. Dolžnik what? Gospod Gale, jaz ne zahtevam ničesar. What do you want from me? I don't understand. Seveda razumete. Če me kdo rani, zahtevam odškodnino. Zelo veliko odškodnino. Prijatelja ostaneva kljub temu. Prijatelja? Mr. Gruden? Things are not quite like that. Gospod Gale, oprostite, te intimne družbe noče motiti. Nasvidenje. Miss Matilda! Kaj hočeš, miss? Gospod Gale, a je res, da se hočete poročiti z mano? Poročiti? What the fuck? Ne. Prosim, povejte mi, kaj vas je prignalo sem? Miss Matilda, I'm totally nedolžen, innocent. Niste innocent, sploh ne. Vse ljudi ste vznemirili. Prišli ste kot vihari, namesto da bi odpihali dalje, sedite tu in se ženite. Ženite? No, Miss Matilda. Pa saj ste fletni in vas imamo radi. A mi vas ne rabimo. Matilda, I never wanted to marry. Nočem se ženiti. Nikoli. No! Zakaj ste se tako razburili? Moj sin se še nikoli v svojem življenju ni mislil ženiti, a ne? Kaj mu bo ženitev? Kdo pa je rekel, da se hoče ženiti? A ne? Nikoli. V naši žlahti se še nihče ni ženil. Zato se on tudi ne bo, a ne? No, never ženiti, never. Odlično! Adijo! Frankie! What the hell was that? Here around lives a very special kind of people. They are engaged in strange things and make me part of it in an inscrutable way. Mama, did you already pack the suitcases? Not yet. Please, pack them. Professor Kremža kannst. Oh, shit! Dobar dan, gospod Gale. Gospod Gale, prišla sem, ker bi se rada z vami pomenila o zelo delikatni stvari. Prosim, sedite. Gospod Gale, gotovo ste opazili, kakšni žalostni časi so napočili. Nikjer delovne morale, nikjer resnobe, povsod korupcija. Kamorkoli se ozremo... Miss Crenshaw, I'm not kriv for that. I'm totally innocent, nedolžen. Žen. Gotovo, gospod Gale. A vi ste tudi naše zadnje upanje. Treba je delati previdno, da se ne zamerimo. Carefully. Yeah, carefully, yes. Vi se torej strinjate z mano? Yes. In meni je res, doktor
Oh, Dr. Gross, I'm very happy to get to know. Doktor Grost je prava kazen Božja za naš narod. Kakšen egoist! Egoist, Mr. Gross, slab človek. Neverjetno. In doktor Gruden, tudi on je šiba Božja za naš narod. Za gnilo hruško bi prodal vso narodno imetje. Sorry, ne vem, kaj govoriš. Glejte, gospod Gale, moj načrt je tak. Tiho in tajno. Združijo naj se vsi zmerni, trezni, resnično rodoljubni elementi z vami na čelu. No, I don't want to be a cello. Nočem biti cello. Na zunaj seveda ne. Vi ostanete tako rekoč v zadju. Naš steber. Nisi ti friend od Mr. Grost? Seveda sem njegova prijateljica in Grudnova tudi. Zakaj bi ne bila njuna prijateljica tudi gospod... Kaj hočeš ti od mene? Pustite, gospod Gale, Kaj hočeš ti od mene? Mama, did you already pack the suitcases? Please pack them. Danes ni več nesebičnih ljudi, ki bi zastavili svojo moč in svojo skrb za narodov blagor. Jaz si umijem roke. Zakaj se ne zaljubiš vanjo? Spust me! Stvari so torej jasne. Jaz ali ti. S Bogom! Oh my goodness! Sakrament! Pozabite ga, malo je jezen, ker je zaljubljen v Matildo. Kaj me briga, če on je love? Mama! Did you already pack the suitcases? Please pack them! Gospod Gale, nekaj vam povem. Pojdite od tot, daleč stran. Yes, you are right! Vi ste mi simpatični. Really? Ja! Ker ne zakrivate, da skrbite in živite samo zase. Right. But life danes je tako žalostno and boring. Dolgočasno pravzaprav ni pravzaprav. Ti ljudje, ki jih vidite tot okoli, niso najhujši. Delajo zase, skrbijo zase, a v senci teh navadnih ljudi se godijo žalostne stvari. Ta mistični narod, o katerem govori, že zdavnaj leži v grobu, kjer ga glodajo črvi. Črvi! Črvi! Izpluvali ga bodo! Ali odpotujete? Oh, come with me. Tudi jaz bi zginil tot. Veste, nekaj je čudno. Če bi prestopil samo prag te zaduhle dežele, bi se takoj vrnil. Zadnje dni mi je obšla grozna potrtost, ker sem spoznal, da sem nič boljši od drugih, da lažem kot vsi drugi. Lagati treba je, that's life. No, I'm sick of this life! Rad bi napravil odločilen korak, če bi me nekdo samo sunil, malo sunil, pa bi šlo. Samo malo sunil. Malo sunil! Mr. Ščukaj, better you live in peace. A
A mislite? Yes, of course. Nekaj vam povem. V vsakem človeku je nekaj človeka. In če se ta človek zbudi, če se v hlapcih zbudi Gospod, v sužnjih kraj, dragi moji, kadar ne bo več tega naroda, kadar bodo samo ljudje, sami svoji, predrzni in ponosni, takrat ne bo več tega naroda, ki caplja za vsako zadnico, ki je na prodaj za cent. Pastuke, calm down, please, calm down. Mislim, da je prišel čas. Treba bi bilo, da bi se ljudje uprli, da bi končno pokazali, da se od tega lažni ne pustijo več voditi. Hiša Marija pomočnice! Hlapec, ja ne! Gospa Grudnovka. Gospod Gale, prišla sem vam povedati. Please sit down, madam. Prosim, sedite. Gospod Gale, prišla sem vam povedati, pozabite na tisto uro. Pozabite na tisto uro. Takrat je bil Twilight. Yes, Twilight, how beautiful. In rože so bile v sobi. Yeah, beautiful Russia, madam. Kako lepo bi bilo, če bi tudi moja soba zacvetela vse polno rože. A tega ne bo nikoli, nikoli več. Samo ena je bila, komaj zacvetela, spet ovenela. Miss Helen, that is full of beautiful flowers. Zdaj no Twilight, no flowers. Lahko bi bilo oven. Gospod Gale! Mama! Gospod Gale. Lepa družba. A ste brali? Kako so smešni. Mi jim bomo drugače zakuhali. Yes. Kaj pravite, gospod Gale? Ti, Šuka, veš kaj? Zdaj prihajajo drugačni časi in ti pripravi se na odgovor. Mi moramo tale memorandum osmešiti, raztrgati, brez pardona. Zgnojnice po njih, da bodo svodili na kilometre. Kilometre, are you running on? Doktor! Kaj ste mislili? Direkt! Šele, ko vidi nasprotnika, človek spozna, kako je močan. Za začetek prezamem gnojnico jaz sam, za narodu blago seveda. Pustimo rajte fraze. Jutri objavimo nas protestno noto. Ščuka, poišči tisti sporazum in ga pogrej. Sporazum je nekaj svečanega, spoštljivega in to deluje na ljudi. Sporazum se je izgubil. Izgubil? Kakšen sporazum? Ah, nič ne de, sporazum je veliko. Tali on je vse eno. Treba je samo, da so besede lepe in zamotane. Ja, treba je podariti zmernost, dostojnost, poštenje. Ja, kaj nam bo dan danes še zmernost, dostojnost in poštenje? Ja, v teh težkih časih, ko je nevarnosti naša dežela in narodova blaginja. V prvi vrsti potrebujemo osebnosti, ki še niso. Kaj bomo z njimi? Treba nam je denarja, za vse drugo poskrbim jaz. In še nekaj vam povem, vam vsem skupaj, ne lazite za mojim hrbtom. Tudi ti, Ščuka. Moj uslužbenec si in drugega nič. Jaz dobro vem, da si te dni zelo kolebal. Na Grudnovem pragu se poznajo še tvoje stopinje. A jaz tega ne trpim. Ti si moja roka, del mojega telesa.
Odvezal se mi je čevelj. Skloni se in dokaži svojo lojalnost. To je slovesen trenutek. Zelo dolgo sem hrepenel po tej klofuti. Zakaj človek je len in se brez brc ne premakne nikamor. A sedaj v tem trenutku, ko se končno poslavljam od vas, mi je hudo pri srcu. Pritegnite svoje pasove in kdor še ni povečeril, naj hitro opravi. Dajte roko svojim sovražnikom. Vašo polno mizo bodo zasedli tisti pozabljeni hlapci, tisti zavrženci in razcapanci. Raztrgajte vse sporazume. Otresite se skrbi za narod in njegov blagor. Zakaj naroda ni več? In ni več hlapcev, in ni več zavržencev. To so klavrni časi, ki jih živimo. In še bolj klavrni kraji, kjer živimo. A priznajmo si, da ne bomo spreobrnili ne časov, niti krajev. Ti narodni voditelji so napravili celo znanost iz svojega ritolazništva. Znanost, ki je preprostim ljudem nerazumljiva. Vsak preprost človek bi temu rekel izdajstvo. Tak učenjak pa razklada svojo nečedno stvar od zore do mraka, da ti nakopiči besed, ki mu jih je prišepnil nek svetovalec. Naposled se ti zavrti v glavi, da utihneš in samo še poslušaš. A ne zato, ker ga spoštuješ, temveč ker si zmatran. Že debele knjige so pisali o tem in izkazalo se je, da je za nepoštenost razlogov 99, za poštenost pa komaj eno. Povem vam, ti narodni voditelji kopljejo narodu prezgodnji grob. Za narodov blagor! Jaz sem bila pri njem, da bi mu povedala, da... Tek spi. Sploh pa, mi dva itak ne govoriva. Jaz bi rad sam vedel, kaj hočeš od njega. Pusti ga na miru, pa bo tudi on tebe pustil na miru. Jaz te poznam do nohtov. Atek spi! Atek! Jaz nič nisem rekla. Sploh pa, čemu to prerekanje? Vse je jasno. Gail bo odpotoval, to je jasno. Jaz ne bom miren, dokler te Barabe ne vidim na letalu. Zakaj bi bil Baraba? A je gospod doktor? Ne! Oprostite. Zakaj ste ga pa tako? Neznosen človek, literat. Jaz ti povem, če ta Baraba ne bo takoj zginil od tot. To je Baraba. Gail! Zakaj sem napiral to? Še ni bilo Gaila? Ne še.
1000-krat sem ti povedala. Jaz ti povedal, ona še slovensko ne zna. Da boš pa ti z njim govorila, ha? 1000-krat, veš kaj to za namerava? Počakaj! Čudno je to življenje. Kako sem zaspal? Si bolan, Tonček? Bolan? Ne. Veš, kaj se mi je sanjalo? Plezal sem visoko, visoko, vedno više. Vsi drugi so bili globoko pod mano. 1000 glav, same plešaste, svetle glave. Ves naš narod. Jaz plezam z rokami in nogami in ko priplezam na nek stolp, zapazim, da sem sami srajci. Z desnico se držim, z levico pa tiščim srajco k sebi. Previdno se ozrem dol in pod mano so se vsi nesramno smejali. Celo Gejl je bil med njimi. Tedaj huškne nekaj mrzlega po moji nogi, strežem jo, pobrcam, huškne drugič, po hrbtu gor, po hrbtu navzdol, hitro kako miš. Miš je rasla, stopicala je po meni z mrzlimi podplati in podplati so bili večji in večji. To ni bila več miš, to je bil tisti blazni Ščuka. Gledal me z velikimi očmi in rekel: Kaj pa delaš tukaj gori, Tonček? Saj ti nisi narod. In se smeje. Kako bi bil narod, ko si pa nag? Zakaj te to vznemirja? Leglo mi je na srce. A nimaš sočutja z mano v najtežjih urah, te ne brigajmo moje skrbi. Tonček, zdaj si mi dovolil, da bi sploh skrbela. Ti si mi bolj tuja od drugih. Tonček. Skuhaj vina, mraz mi je. Kaj mi je, tako čudno se počutimo. Ščuka mi je zavezal čevelj na levi nogi. Zdaj me je zazeblo. In zdaj me zebe. Le kaj sem mu storil? Vse mi je ušlo iz rok. Gospod Grozd, oprostite, da vas motim v teh težkih časih. A prosim vas v imenu našega naroda in posebno v imenu naše lepe skupne domovine, Uzaland. Dober dan, kaj pa hočete? Gospod doktor, jaz vem, da imate dobro srce. A prosim vas, ta razklanost med nami, ta presneti razdor in to v stoletju dialoga. Uzaland. Ja, povejte že, kaj hočete. To je strašno, a se vam ne zdi? Prišla sem, da vam gratuliram. Hvala, tudi zakaj? Zelo spretno ste ribarili. Kaj? V imenu našega naroda in v imenu... Kako? No, vaša hčerka je lepo dekle. Zakaj bi je ta Gejl ne vzel? Še posebej, ker je to v korist naše lepe domovine. A tako je to. Jaz nič nisem ribaril, gospa. To je prišlo, kot kako pride med mladimi ljudmi. Gospod doktor, nisem vas hotela žaliti. Ja, dobro. Mislite na spravo iz užitje. Hvala, gospa Mrgulja. Uzaland. Hvala, nasvidenje. Hvala. Tilda! Tako je to. Gejl se bo oženil s Tildo. No, zakaj se ne bi oženil z njo? Tilda! Moj Bog, zakaj mi je zavezal čevelj na levi nogi? Tilda! Ja, Atek. Prišel je slovesen trenutek, Tilda. Si pripravljena? Na kaj, Atek? Tilda, si že kdaj premišljevala o življenju, o nalogah, ki te čakajo? Nikoli, Atek. Tilda, človek ni na svetu samo zato, da živi. A si že kdaj mislila na možitev? Ja, Atek. Glej, kdaj si mislila, na kakšen način? Samo tako, splošno. Splošno. Tilda, vsak čas pride Gejl tebe
Snubit. Mene boli, zelo boli. Ah, snubit te pride, to je vse. A meni je on tako smešen. Ko ne bi bil smešen, te ne bi snubil. Jaz sem storil vse, kar je bilo v moji moči. A vam je slabo, Atek? No, zdaj si slišal. Kaj je storiti? Ah, čisto nič se ne bo zgodilo. Gotovo. Zgodilo se ne bo nič. A glej, ljubica moja, če kdo samo pomisli na to, da se te bi dotaknil, jaz čutim, kot da bi se te res. Moje srce je nemirno in bojim se zate. Ljubica, ti ne veš, kako te ljubim. Frenki, saj me lahko poljubiš, Frenki. A, je gospod doktor doma? Ja, takoj. Čestitam, gospod Juris. Dio. Atek, gospod Siratka. Dobar dan, Siratka. Dobar dan. A me še poznaš? Gospod doktor, kako ne pozabim na vas? Saj si se najbolj izmed vseh držal za Grudnov frak. Jaz sploh ne. Jaz sem ga samo študiral. Vi umetniki torej počnete svinjarije samo iz znanstvenih razlogov. Samo iz znanstvenih razlogov. Srečni ljudje, kdo vas more obsoditi? Pa si spustil Grudnov frak, je bil slabošit? Zelo slabo. Se mu je že strgal. Strgal se mu je. Takoj sem vedel, kaj bo. Gruden je premalo odločen. Premalo pretkan. Neverjetno. Kako ga ti zatajuješ? Zagotavljam vam, da nikoli ni imel zvestih prevržencev. Jaz, recimo, sem skušal biti vedno... Ti si seveda samo študiral. A veš kaj, povej mi, kako to, da si tako hitro končal svoje znanstveno delo? To so bile različne zunanje okoliščine, ki so jasno pričale, da Gruden ni ustvarjen za tako visoko nalogo in da ni vreden narodovega zaupanja. Ja, Siratka, veš kaj, ostani pri meni. Ščuka je namreč Ja, z veseljem, gospod doktor. zblaznel. To je bil pravzaprav povod, da sem prišel. Kako značajen človek si. Upam, da si tudi dober novinar. Potrudil se bom, da boste zadovoljni z mano. A kar se tiče Ščuke, škoda tega človeka. Kljub vsemu ne smemo dovoliti, da bi taki samovšečni ljudje prodajali svoj strup med narod in rušili tiste svete ideale. Kaj ni bil Ščuka tvoj prijatelj? Ja. Toda kada gre za narodov blagor, neha vsako prijateljstvo. Hello, Mr. Gross. Gospod Gale, pričakoval sem vas. Adijo, Siratka. Hvala, gospod doktor. Nasvidenje. Bi govoril z Matildo. Gospod Gale, veste, vi ste imenitni človek. Značajen, pošten človek. Vi niste frazer. In to mi je zelo, zelo všeč. Fraza ne razumem. Hvala, gospod Gale. Tilda! Ja, Atek. Tilda. Pazi, zdaj gre za narodov blago. Oprostite, gospod Gale, oprostite. Hello, Miss Matilda. Dobar dan, gospod Gale. Zakaj še niste šli od tu? Graham, but ne bi rad, da bi se spomenjala name s grenkim srcem. Here are dobrih ljudi, not so many. But ti si dobra. Therefore ti iz hata pove, Matilda, I was never in love with you. A slišiš? Pardon? V želodcu me zvija. I'm totally nedolšen, you know. Premehek sem, that's my nature.
pride kdo in reče, ošeni se, moj friend, for me, in se ošenim. Pa vam je kdo rekel? Mr. Grost mi je prijel za roko in potegnil za sabo. In jaz sem šel za njim. Ata vam je rekel, naj se oženite? Rekel? Nič rekel. I followed him for nothing. Oh my God. Žalostno je moj life. I have no friends, no fun, no peace. Vsi se usujejo name. Po mojem hrbtu bi lauzili navzgor. Po mojem hrbtu jim je. But jaz nočem. Žalostno je moj life, Matilda. Gospod Gale, zakaj ne pobegnete v samoto? Jaz na vašem mestu bi si zgradila vilo visoko nekje gori sredi jelk in skal. Recimo v Selah. Mr. Cadillak! That's a good idea. V Selah! Vila v Selah! Au revoir, Miss Matilda. God bless you, Mr. Cadillak. Nasvidenje, gospod Gale. V Selah! Vila v Selah, Schneider! Kje pa je Gale? Gale? No, kaj je z Galeom? Šel je. Kako da je šel? Kaj pa sta govorila? Nič posebnega. Kako? Nič posebnega. Dobar dan, gospod Grost. Dobar dan. Zelo me veseli, gospa. Odkot ta čast? Prišla sem vas svarit, gospod doktor. Prišli ste me svarit. Ja, na vašo in seveda tudi na našo korist. Vi veste, da ta razdor zelo trapast. In kdo ga je povzročil? To se ne vpraša. A mislite, gospod Grost, da so vaše šanse bolj na Mislim, da že. Lekneš. Tehnica je uravnotežena. Če sedaj ne ravnamo pametno, potem pademo vsi skupaj. Kaj torej nameravate? Nič. Doslej smo sedeli vsi pod enim plaščem. In pod tem plaščem se je godilo precej nedelikatnih stvari. In če se prične boj za življenje in smrt, bodo prihajale na dan prav take nedelikatnosti. A v svetli luči se vidijo take nedelikatnosti še bolj nedelikatne. No, to ne bi bilo prijetno, kaj pa vam? Kdo mi mora kaj očita? Pazite, tehnica je uravnotežena. Tudi vam se je izvil Gale iz rok. Kako da se mi je izvil iz rok? Vi ste bili na tem razdoru pravno poslušni kot mi. A lahko bi se blamirali še bolj. Sedaj je čas, da se zdaj zakrije in podavi. Gospa, jaz vam nič ne zaupam. Ste me prišli plašit? Danes so bili pri meni ljudje, ki ste jih še včeraj vidržali na povodcu. Če Peter le malo zapiha na drugo stran, so spet pri meni. Ti ljudje bi bili doma ob termometer, če ne bi bili tako neumni. A nevarnost je čisto. Kaj ste storili s Čuki? Kako ste vi vsi natanko začutili, da me je nekdo ranil, da so se mi zazibala tla pod nogami? A jaz vam rečem, vam vsem skupaj, da to ni moja zadnja ura. Mnogo jih je že bilo in vsi so poginili, a jaz sem ostal. Samo mignem in narod hodi za mano. In Gale, da se mi izvil iz rok. Ha, on ne more iz mojih rok. Jaz sem ga povezal z močnim povodcem, zato so moja tla trdna, neverjetno trdna. Če mislite, da imamo še čas, potem potrpimo. Naj se mi pride vaš mož opravičit. Dokler govorite o puščanju, se v spravi ne more govoriti. In pazite, taki strahovi kot je Ščuka so nevarni. Jaz se jih ne bojim. A kljub temu hvala, a res mislite, da je tehnica uravnotežena, da je že skrajni čas? Vi ste rekli, da ni.
Leglo mi je na srce, noče več stran. Jaz ne govorim za tiste ljudi, ki niso več ljudje s krvjo in mesom. Ne za tiste, ki se jim zdijo fraze o narodovih idealih, avtoritetah, tradicijah in zakonih svete in nedotakljive. Zakaj to niso več ljudje, temveč številki otorpi? Za tiste govorim, ki jim je ljubša cinična resnica kot blagoslojena laž. Doktor Grozd bi bil rad minister za narodno blago. Tudi doktor Grund bi bil rad minister za narodno blago. Vse, dragi moji, vse za narodno blago. Kdo danes javno laže za narodno blago. Kdo govori resnico, ga smešijo in preganjajo, te naposled uničijo za narodno blago in za narodove ideale. Ker ta narod ima namreč ideale. In koliko idealov! Le prestopi narodno na cesti, pa stopiš idealno na kurje oko. Pa kakšni boji se bijo za te ideale. Dragi moj, ti nimaš nobenih idealov, niti ne veš, kaj so ideali. Ti in tvoj prijatelj, on tih tudi nima. In za te vajni ideali se borijo vajni zastopniki. Odborniki, predsedniki, delegati, tajniki, vsi za narodno blago.
Za narodov blago.